Vsakič, ko se tukaj dobimo, zažari ta dvorana v novi podobi, ki potem ostane tukaj vse tjado slovenskih glasbenih dnevov v aprilu mesecu naslednjega leta, ko postavimo novo. Zelo sem vesel, da je kar 8 likovnikov ustvarjalo tukaj od nedelje. Imeli smo tudi izjemno raznoliko, pa tudi logistično kar zahtevno koncertno in teatrsko življenje v tem tednu se mi zdi s kar samimi presežki in seveda z razprodanimi dvoranami. Sporočam vam tudi opravičilo in lepe pozdrave župana mesta Ljubljana Zorana Jankoviča, ki je želel biti z nami, vendar imamo ravno tukaj, zdaj 5 dni v Ljubljani, komisijo, ki ocenjuje urbanizem, torej tekmovanje za urbano prestolnico Evrope in seveda je z njimi, vendar bo si prav gotovo prišel tudi to razstavo pogledati. Zdaj pa mislim, da je prav, da stopi na oder selektor, ki bo predstavil avtorje, njihova dela, bo pa kasneje na svoj specifičen in umetniški način predstavil multimedijski in pa glasbeni umetnik Vlado Jakša. Tako, Tomo, izvoli. Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. Ko ste že slišali, 20-tič se dobivamo v tej čudoviti dvorani in z letošnjimi udeleženci, lahko rečemo, festival je do sedaj gostil 160 umetnikov, 80 iz Slovenije in 80 iz raznoraznih držav Evrope. Moram reči, da sem z rezultati letošnje Nikole kolonije, vsaj jaz osebno zelo zadovoljen, upam, da boste tudi vi. Uspelo mi je pripeljati 8 umetnikov, ki so med sabo popolnoma različni po izrazni tehniki, čeprav več ali manj poetika je vedno tista osnovna. No, že tretjič moram reči, da gostimo z nami čudovitega slovenskega umetnika Ladota Jakša, ki bo umetnike predstavil skozi svoj vizualno-glasbeni pogled, tako da jaz ne bi izgubljal besed z razlaganjem njihovih del, poleg tega tudi vsa ta dela govorijo sama zase. Mi pa, če dovolite, bi pa umetnike vam predstavil in jih povabil na oder. Kot prvega Aleš Sedmak, njegova dela so prav nasproti. No, naslednji, če gremo kar po vrsti levo, je Samo. Samo, lepo prosim, če se nam pridružiš. Poleg njega Jelka Flis. Lepo prosim. Naslednja je Majda Skrinar, prosim. Ti deli sta od avstralskega avtorja David Hinchliffe, ki pa nažalost imel polet malo prej, tako da se nam tu ne more pridružiti. Je pa bil ves teden z nami in mora reči tudi zelo lepo zadovoljen. On je poleg teh dveh del ustvaril še 4 dela, 2 od teh sta dol v cerkvi, bomo videli, upam, da boste lahko tudi videli. Naslednji avtor je Ulrike Kaspar, avtorica iz sicer Nemka, vendar živeča v Franciji.
Potem je z nami bil iz Italije Alberto Lazzaretti, ti prego poiniciamo. Poleg njega je pa iz Avstrije z nami deloval tudi Manfred Lrt. No, v tem je seveda naše delo spremljal Vlado Jakša, ki ga pa zdaj prosim, če pa on umetnike predstavi na svoj način. Se mi začasno maknemo, pa se potem vrnemo. Vidimo enkrat, Jan Čovek.
kot sem vam že rekel, sami vidite, da bi bilo kakršnokoli besedno opisovanje avtorjev in njihovih del popolnoma neumestno, kajti poetika, s katero nam samo Vlado Jakša uspe to predstaviti, je resnična.